Prej zunaj se rekel en dober stavek, mi si želimo, da v resnici res pridejo k nam in stojijo v vrsti, da bi delali pri nas. Mi ljudi spodbujamo na bolniško. Ne mi hoditi prehlajen oziroma res bolan. In največja zmaga je, ko ti veš, kaj ti je. Potem veš, kje sploh začeti zdravljenje. Ne? Tu ne stane nič. Vprašanje je bolj, ali sploh vam je mar za svoje ljudi. Ne govorimo več o strošku, ampak o investiciji. En lep pozdrav v novem aktualnem SBC-jevem podcastu, kjer bomo danes govorili o zdravju zaposlenih in o poslovni uspešnosti podjetja. Ti dve stvari gresta še kako skupaj. Če se Slovenija že zdaj kar nekaj let spopada s pomanjkanjem kadra, imamo ob tem še en zelo velik problem, in sicer ljudje, ki so dalj časa na bolniški. To so številke, ko jih seštejemo, res lahko rečemo, boli glava, če smo zdaj malce v tem zdravstvenem žargonu. Govorimo o več kot milijardi izgubljenih evrov na leto. Več kot 56 000 ljudi je vsak dan na bolniški, torej so odsotni z dela. Ne gre zdaj za to, da nekdo noče delati. Vprašati se moramo, kaj to pomeni za zdravstveni sistem, pa tudi za delodajalce. Kajti že eden zaposleni pomeni, da ga mora nekdo nadomestiti. Potem se podre urnik za cel mesec, pa še bi lahko naštevali. Ampak da ne bom o tem govoril sam, imam danes dva gosta, ki imata v rokah na eni strani številke, pa tudi rešitve, po drugi strani pa predvsem konkretne primere, kako to v podjetju deluje in kako se s tem spopadajo. Kajti dobro nagovoriti ta problem pomeni tudi, da si boljši kot poslovnež, boljši kot družba in konec koncev, da smo vsi bolj zadovoljni in zdravi. Zaradi tega bomo danes o tem govorili. En lep pozdrav obema, živjo. Najprej seveda bom predstavil, ali bo tole prav, ker sem si da je to pooblaščenka uprave Zavarovalnice Triglav. Je prav, ja, Meta Skoken, lep pozdrav. Kaj pomeni pooblaščenec uprave? Samo da to takoj razrešimo. To je ena taka funkcija, ki nikoli ne veš čisto. No, saj zato, ne. Kaj se za njo skriva? Ampak načeloma se skriva nekaj dobrega. Okej. Ja, v to pa ne dvomim, ne. Dobro. In pa Andrej Klančar, Klančar Žerjavi, lastnik, direktor, živjo. Živja. Na začetku ste me spraševala, če bo to zdaj tak resen pogovor, ne, kako se kličemo Meta, Andrej, Gregor, kar tako se dajmo, bo najlažje, prav? Super. V redu. Začel bi pa s tabo, kljub temu, da imava damo v studiu. Zakaj? Najprej, vem, da ste veliko podjetje, da delate v gradbeništvu, ampak daj nas morda malce s številkami seznani, ker imam potem takoj kup podvprašanj. Delaš namreč v gradbeništvu, ki je najtežja panoga. Po drugi strani sem pa prosil, če si vzameš čas za obisk tega studia, prav zato, ker ste pa podjetje, ki res skrbi za svoje zaposlene. In tukaj mislim, da res skrbi, ko bo šla čez vse tiste ugodnosti, ki jih dobijo, pa to niso ugodnosti, ampak v bistvu del paketa, ki ga delodajalec daje. Ampak dajva začeti na začetku. Žerjavi, Klančar, ko se peljemo po cesti, vidimo, ko vidimo, da se kaj gradi, vas tudi vidimo, koliko vas je. Ekipa zdaj šteje 43 ljudi, Žerjavov je približno 150, projektov je po mojem preko 200 letno. Začelo se je pa z zgodbo mojega očeta, potem se je nadaljevalo zgodbo mojih sanj, da naredim iz one man banda Dream Team oziroma sanjsko moštvo. Sanjal sem o tem, da bo nas nekoč 10 nasmejanih, strastnih, ki bomo ljubili to, kar delamo. In ki bomo vnašali neko kreativnost, neko drugačnost v prostor. No, tu nam je uspelo, in bom rekel, po mojem podimenovalcem je vedno to, da je vse usmerjeno v ljudi, da so nam odnosi pomembni. Da gremo na številke, mogoče zastrašujoče je, da v Sloveniji imamo približno 17-18% ljudi na delovnih mestih je aktiviranih, motiviranih. Se pravi, če imamo 10 ljudi, sta 2 s srcem, 8 pa dela higienski minimum, rečem jaz temu. No, moje vprašanje je vedno, kaj lahko mi naredimo, da je temu malo drugače in da imamo nasmejane, zavzete, aktivirane ljudi, ki posledično ustvarjajo bistveno boljše rezultate. Podvprašanje takoj, ne, od teh 17%, tako sem tudi sam prebral, ampak ti delaš v gradbeništvu, ne, to je panoga, kjer težko imaš nasmejane ljudi.
kako si se tega sam lotil, ne? Potem, ko si prevzel podjetje, ko si dal ta cilj, ne, je prva stvar, nekaj so seveda posli, pa realnost, druga pa zagotovo ljudje. Mislim, da s tem v resnici danes, saj upam, ne, podjetja največ časa s tem izgubijo, ampak v resnici pridobijo. Ne? V osnovi rad delam težke stvari, oziroma nekaj, ko mi rečejo, da je nemogoče, tisto radi drgnemo. In ideja je bila, da bojo te žerjavi postali seksi. Nekoč so se smejali, potem zdaj me dostikrat ljudje ustavljajo in rečejo, ne vem, kaj vi delate, jaz te žerjave res opazim, stalno spremljam. Po mojem se to res začne od vrha dol, ponosni smo na to, kar delamo. Kako pa pol obogatimo zgodbo? Ja, na razne kreativne načine. Sigurno je lahko to slabost v kakšni branži, po drugi strani je pa tu ful velika priložnost. Ker je bistveno lažje delati malo drugačne prakse, testirati, če je tu možno. Mislim, prijatelji kdaj rečejo, Andrej, vi se obnašate, kot da ste IT, kot da ste Google. In ne, jaz mislim, da smo daleč od tega, ampak vsekakor gledamo te najboljše firme, kam gre trend. In če vidimo v Googlu, pa ne poznam toliko zgodbe, ampak da provajo poskrbeti za svoje ljudi, spredaj, zadej, ali pa kakorkoli temu rečemo, smo se tudi mi tega nalezli. Nismo gledali najslabših praks, gledamo zmeraj najboljše prakse in provamo mozaik sestavljati. No, in o tem bomo govorili. Meta, ko sem pripravljal te podatke o bolniški odsotnosti, ne vem, ta podatek, da stroški nadomestil bolniške odsotnosti so lani znašali 677 milijonov, ampak to je samo ta začetni del, potem, ko vse skupaj prištejemo, res pridemo do milijarde in 200 milijonov, kar je denara, ne, ki ga lahko morda prihranimo, pa še zdravi bomo. 56 tisoč ljudi vsak dan na bolniški. To je nek podatek, ki se pa na zavarovalnici Triglav, pa verjetno še marsikje s tem veliko ukvarjajo. Kaj to pomeni za gospodarstvo? Kaj to pomeni za neko tako državo, kot smo mi? Mislim, te številke, ki si jih predstavil, so res impozantne in fascinantne. Ampak mi vsakodnevno v podjetjih vidimo, da včasih ni potrebno sploh iti na velike številke. Lahko manjka en zaposlen, ki je ključen v nekaj projektov, in vidimo, da nam projekt stoji. Ali pa da so ostali zaposleni izrazito obremenjeni zaradi tega, ker nekdo izostane. Lahko izostane zaradi sebe, ker se slabo počuti, lahko ima neko težavo, lahko izostane bodisi zaradi svojega partnerja, otrok. Ne? In te številke, ki so ogromne in za gospodarstvo predstavljajo velik izziv, v bistvu si jih vsakodnevno bistveno lažje predstavljamo na taki dnevni ravni. Tako da en zaposlen nam je ključen, kaj šele, če jih manjka nekaj. Ne? In recimo teh 56 tisoč, ki je impozantna številka, to je 6% vsega aktivnega prebivalstva. Tistega, zaposlenih, ki delajo vsakodnevno. 6% vsakodnevno v podjetju, če pogledamo povprečno podjetje, je ogromno. Kljub vsemu. Tako da podjetja so avtomatično začela iskati rešitve. In mi smo bili tisti, ki smo probali podjetja poslušati, videti ljudi, vemo, da imajo težave, imamo nenazadnje težave z pridobivanjem kvalitetne delovne sile, s prisotnostjo ljudi na delovnem mestu in smo začeli iskati rešitve. Zdaj Triglav ima zelo tako dolgoletno tradicijo, tako da je hotel to svojo odgovornost nekako z iskanjem zelo praktičnih rešitev pokazati tudi na področju zdravja posameznika, zdravja zaposlenih. In s tem, ko na nek način skrbi podjetje za zdravje zaposlenih, naslavlja neko tako eno večjih tem, ki destabilizirajo lahko podjetja. Se pravi, zaposleni so ena od stabilnih temeljev podjetja. Zelo lepo je slišati Andreja, koliko dajo na zdravje zaposlenih, kako vsak posameznik ni številka v podjetju, ampak pomeni dodano vrednost podjetju, mora se dobro počutiti, da lahko sledi nekim sodobnim trendom ali pa zahtevnemu delovnemu okolju. Tako da take izkušnje, pogovori s temi naprednimi podjetji, z naprednimi praksami so tisto, ki nam daje nek zalet ali pa neko idejo, kaj vse moramo organizirati, katere partnerje mi lahko okrog sebe poiščemo, da naslovimo eno tako konkretno težavo, kot je bolniška odsotnost. To je taka zanimivost, dostikrat ali pa vedno, to moram kar priznati, v tem studiu sedijo uspešni podjetniki in podjetnice in potem v komentarjih rečejo, to pri nas ni ali pa kaj pa to govorite. Ampak v resnici je SBC
prav kljub takšnih, ki so nadpovprečno uspešni, in to so tudi zato, ker skrbijo za svoje zaposlene. In se mi zdi, več ko bo takšnih praks, več bodo tudi delavci lahko pričakovali od svojih šefov, da se to izpolni. Eno vprašanje, to, kar si tudi sama rekla, če en manjka, ne pri tebi. Zdaj, na začetku si nam povedal, koliko vas je, to ni velika ekipa, zato je vsak še toliko bolj pomemben. Kaj se zgodi v podjetju, kot ti, ne vem, 2 na dan morda zaradi bolniške odsotnosti ali pa dopusta manjkata? Kaj to pomeni za delovanje? Mislim, gre za paradoks, gre za ene vrste tragedijo, po drugi strani gradiš sistem, ki je odporen za to. Tako da mi gremo, po mojem, celo malo kontra, mi ljudi spodbujamo na bolniško. Mislim, zdaj to je malo čudno slišati, ampak ne mi hoditi prehlajen oziroma res bolan, cenimo, vemo, te čutimo, da daješ srce, ampak tvoje zdravje je edinstveno. Mi želimo zmagati na dolgi rok. Želimo te pripeljati do penzije nasmejanega, zavzetega, zdravega, da bojo tudi tvoji otroci mogoče nekoč del te zgodbe ali pa celo vnuki. Hočem reči, na zdravju, po mojem, moramo delati na preventivi. In kako lahko delamo na preventivi? Ja, tako da sploh ozavestimo, kaj pomenijo bolniške, koliko tu stane, in pa, a delamo nekaj s srcem in dobro ali ne, to se je treba vprašati. Zdaj, preventiva. Spanje je pomembno, odnosi so pomembni. Največ bolniških bo izhajalo ali je že uradno zaradi psihe. Se pravi, kaj vse trpi, kakšni stresi so. In po mojem lahko delodajalci čutimo odgovornost in priložnost, da ljudje izobražujemo, usmerjamo, pokažemo dobre prakse in pa pol pomagamo, ko se že nekaj zgodi. Zdaj, recimo, Triglav nudi fantastične storitve, Triglav specialisti, Triglav zobje, niti ne poznam vseh produktov. Skratka, tle je naša praksa taka, da pokažeš ljudem, da ti je res mar, da tudi ko gre narobe, smo tukaj in bi rekli, Triglav bi rekel, vse bo v redu. Skratka, pomagaš dobiti boljšo rešitev, hitrejšo rešitev. Mi smo imeli na žalost že kar nekaj nesreč, huda okrevanja, kjer vidiš, da sistem deluje en toliko, rečemo mi. Se pravi, se hitro aktiviraš, iščeš še dodatno fizioterapijo, iščeš specialiste, iščeš, kako bi človeka prej spravil v formo, kako ga bi spet spravil v zdravje. Tako da, po mojem, gre trend v pravo smer. Sem sigurno navdušen, da se govori o temu, in zdrav in zadovoljen oziroma, ja, zavzet zaposlen. To je tisto, kar iščemo, ker na koncu pa ustvarjamo rezultat. Mi tudi z ekipo jasno komuniciramo, zakaj vse to počnemo, na koncu se vse to meri tudi v rezultatu. Seveda ste naredili domačo nalogo, ne, ko sem povedal, kdo bo drugi gost. Kar nekaj časa tudi sodelujete že, ne? Se pravi, Ja, od Žerjavi leta Klančar. 2020, tako da to je tako lepo poslovno sodelovanje. Zdaj ne vem, ali so to poslovni podatki, tajni podatki, ampak a lahko poveste, kaj to pomeni, da na primer podjetje pride, potrka, reče, ok, to pa to bi počeli, to pa to potrebujemo, in potem takole razvijate. A daš dovoljenje, da pove, kako je to šlo? Lahko. Žerjavi Klančar z nami sodelujejo od leta 2020, tako da s tem, ko nekako so vstopili in so prišli potrka, rekli, mi želimo nekaj narediti na zdravje zaposlenih, smo začeli v takem majhnem obsegu. Ne. Pomembno nam je bilo, da vsak dan šteje. Ne. Ko ima zaposleni neko težavo, vemo, da pa ni treba, da si zaposlen kot človek. Ne. Si vsak predstavlja, da ko imamo nek zdravstveni izziv, vsak dan, ko ne vemo, kaj nam je, a ne, kako, k kateremu zdravniku iti, se počutimo nelagodno. Imamo več vprašanj kot odgovorov, in to se mi zdi, da pri podjetju, a ne, pri Andreju je bilo zelo pomembno, da zaposleni vejo, na koga se obrniti v nekem trenutku, ko imajo neko zdravstveno vprašanje. Hitro se izgubljamo v Google, kakorkoli je bilo prej omenjeno, da Google ima dobre prakse, ampak istočasno pa mi kot posameznik, ko začnemo surfati po internetu in iskati rešitve vezane na zdravje,
je to nekaj, kar nam ponavadi odpre dodatna vprašanja, ne pa prinese neke rešitve. Tako da s tem, ko smo se pogovarjali, eno je, da imaš ti to možnost, da ima zaposleni možnost nekoga poklicati, ki ima nek zdravstveno težavo, in to nam je bilo na začetku najbolj pomembno. Ima neko zdravstveno težavo, to so take čisto običajne, vsakodnevne, me boli koleno, me boli trebuh, ne vem, sem se poškodoval, imel sem neko nesrečo, koga lahko pokličem? In so poklicali nas. Tam na drugi strani so bile medicinske sestre, zdravniki, vedeli so, kam posameznika usmeriti, ne. Se pravi, pogledali so, kakšno težavo ima, prebrali, bodisi napotitev osebnega zdravnika, to pri nas zelo dobro deluje, ali pa tudi neke izvide, ki so bili že pri zaposlenem in so zaposlenega napotili naprej. Nekako so ga usmerjali v sistemu. Zato, ker ti, ko se prvič soočaš z neko tako stvarjo, saj ne veš, kje bi se lotil, a ne, svoje poti zdravljenja. No, potem so se pa ta področja, na katerih, a ne, smo sodelovali, kar širila, ne. Na koncu smo dodali tudi zobozdravstvo, ne. To je neko področje, ke čisto na prvo žogo ne bi noben pomislil, zdaj pa zaradi zobozdravstva se pa poveča bolniška odsotnost. Ni nekaj, kar nam na prvo idejo pade na pamet, pa je še kako pomembno področje, ke spet vnaša neki nemir v zaposlenega. Sicer je lahko prisoten na delu, ne, pa ni bolniško odsoten, ampak ta ne samo absentizem, ampak tudi prezentizem, ne, kjer si ti tam, ampak nisi 100% z mislimi pri delu, a ne, zelo hitro lahko rezultira ali v zmanjšani produktivnosti ali pa v neki nesreči, a ne, sploh na nekih tako nevarnih področjih, kot je gradbeništvo, ne, ker so nesreče, pa tudi nenazadnje v ostalih področjih, a ne, so nesreče sestavni del našega življenja, ne. Pa še eno točko bi dodala, to je to mentalno zdravje, a ne. Mentalno zdravje je pa nekaj, kar je vedno več govora o tem. Spet vnaša neki nemir v nas, ne, in neki pogovori, ki so možni takrat, ko neki nemir pri nas nastopa, ne, nam neverjetno hitro vrnejo zaposlenega v neko delovno okolje. Tako da tako nekako so se širila ta naša področja sodelovanja, ne, kar se meni zdi tak zgleden način. Dajmo se spoznati, dajmo probati, a znamo funkcionirati skupaj, ne, in potem je kar raslo in raslo in raslo. A je tak način v resnici tudi neka evolucija v slovenskem podjetništvu in pa v gospodarstvu, ker na začetku se spoznate, zdaj pa res govorimo tudi, to je zdaj tudi vprašanje, ne, našteli ste zdaj že nekaj teh stvari, kjer je bolniška morda najbolj pogosta, sploh te psihične bolezni. Kaj je tisto, kar se najbolj kaže, recimo, kje smo najbolj odsotni ljudje v Sloveniji, zaradi česa, in potem, ne, vidimo, da dodajamo stvari, ki so rešitve, po drugi strani pa se kaže, da je v bistvu to zdaj res kar akuten problem. Zagotovo so to stiske, se mi zdi, ne, pri zobozdravniku se popolnoma strinjam, ne, tukaj si v javnem zdravstvu, ampak greš pa k privatnemu zobozdravniku, ker ko te boli, moraš pa biti tam zjutraj ob 8, če lahko, ne, ali pa zdaj. Se pravi, kaj kaže na ta absentizem, kje so največje težave ali pa podatki, kaj kažejo, no? Ja, mi lahko pogledamo, po katerih storitvah pri nas največ podjetja povprašujejo, pa nenazadnje zaposleni v podjetjih, bodisi zase, bodisi za svoje družinske člane, za otroke, se pravi partnerje, otroke. Tukaj pri nas je izrazito veliko povpraševanje po reševanju takih vsakodnevnih tegob, ne. Imam neke težave s kožo, pa bi rad preveril, a so te težave rešljive, oziroma imam neka znamenja, ne, pa si želim zagotovilo, da so ta znamenja, niso maligna, a ne. Težko se gibljem, me boli koleno, me boli, sem se poškodoval, sem šel teč, me boli gleženj. Imam neke težave s prebavo, me boli hrbet, ne, ki je lahko posledica bodisi preveč sedečega sloga, bodisi ponavljajočih se nekih vzorcev, a ne, ki jih delamo v delovnem procesu. Tako da to niso take, ne vem, kako bi rekla, visoko leteče, ampak čisto take vsakodnevne težave, ne, ki bi jih rad čim prej rešil, ne. In iz tega ven sledijo potem malo bolj, ne vem, besede, kot so dermatologija, ne, prazno povpraševanje po dermatologih. Hočeš ugotoviti, če se ne moreš gibati, je ta prvi postojanka ortoped, ne. Zelo hitro prideš do teh enostavnih ali pa zahtevnih, prvi odgovor dobi tudi strokovnjak, a ne, specialist dobi na način, da izvede malo bolj, mi rečemo, zahtevno diagnostiko. To so te
ultrazvoki, magnetne resonance in tako naprej. Zato, da dobi nek uvid v tvoje telo, kako ti pomagati, ne, kako čim prej nasloviti ta problem. In največja zmaga je, ko ti veš, kaj ti je. Ne? Zato, ko veš, kaj ti je, potem veš, kje sploh začeti zdravljenje. Ne? In pol na poti tega zdravljenja je pa fizioterapija, ne, ki je bila tudi omenjena, je ena taka stvar, ki zelo hitro pomaga, ne, da se nazaj vrnemo ali pa da na nek način lahko polno funkcionalno delamo, ne, če imamo kakšne take težave. Zdaj, ti si tudi direktor, skrbiš za celoten ustroj ekipe. Če nekdo manjka dlje časa, ne, to se tudi zgodi, rekel si pač te hude stvari. Kaj takrat v resnici podjetnik sploh lahko naredi? A razmišlja o zamenjavi? A je to sploh realno, da najdeš nekoga, ki stopi v te čevlje, nekoga, ki je bil že dlje časa pred tebi? Kakšne so te dileme, pa tudi izzivi potem, ko prideš do bolniških, ki so pa dolgotrajni, na primer? Meni se zdi, da mi vse naslavljamo ekipno. Tako da najprej začne ekipa študirati, kako bo nadomestila, kako bi provali narediti tako, da se ne pozna. In do zdaj nam to precej dobro uspeva. Imeli smo tudi hudo tragedijo v firmi, ki smo jo prebrodili s skupnimi močmi. Tako da jaz, oziroma tudi imam Davida, ki skrbi je drugi direktor in vodja in krasen človek. Vedno naslavljamo probleme, transparentno in ekipno rešujemo. In nikoli se ne počutim te zgodbe osamljenega. Zdaj, bolniške so del igre. Pač del igre, kateri rečemo biznis. Za nobeno nisi vesel, prav nasprotno, predvsem zaradi tega, ker veš, da je človek v težavah, da skrbi. Ampak je to največ, kar te skrbi. Potem, kako bo firma zhendlala, to ne vem. Skozi vse te faze smo že šli, da nekako sprejmemo zmer pogumno in zagrizamo v to. Po drugi strani bi pa rekel, da tudi podjetniki bi mogli nekako firmo furati tako kakor dober avto. Se pravi, ko si v rdečih obratih, avto zgublja moč in veš, da na dolgi rok bo motor zaribal. Se pravi, iščeš zelene obrate, kjer je največ turbopolnilnika, kjer je največ moči, in imaš to v glavi. Se pravi, ne želiš si rdečih številk, rdečega pregrevanja. To pomeni, da če so vsi polno zaposleni in če en manjka, je že drama, pol nekaj ti ne delaš prav. Prezamere. Samo da pojasnim, zakaj ta avtomobilska primerjava, ne? Zdaj si ravno odvozil Rejli, vidim, da je dobra primerjava. Veliko se tudi ti družiš z predvsem mladimi podjetniki. A te veliko sprašujejo, oziroma a je prav to, o čemer ti zdaj govoriš, tema pogovora? Ker včasih se nam zdi, da je ta star način vodenja podjetja tak, kot si ti dejal, za rdeče obrate, ne? Danes pa zato, da ti obdržiš kadre in da jih dobiš, je zeleni način mnogo boljši na dolgi rok, verjetno. A je to velikokrat tema pogovora? Načeloma je zmeraj isti problem. Danes podjetniki jamrajo čez ljudi. Se pravi, ali da jih ni, ali da niso več taki, kot so bili, ali da mlada generacija totalno zašla. Skratka, tematika več ali manj so ljudje, kar je precej logično, ker tehnologija, če je nekoč bila tu neka prednost, da si imel ti to znamko, pa oni ni imel še tega, ali pa si imel ti neko orodje, ki ga drugi ni imel, danes imamo vsi isto. Se pravi, tu ni več tematika. Jaz pravim, danes stroje lahko kupi vsak. Narediti ekipo je pa druga zgodba. In dostikrat, trend gre v pravo smer, absolutno sem optimist in verjamem, da bojo zmagovale ekipe, ki bojo vlagale v ljudi, v odnose, v izobraževanje. To se že vidi, to je že danes realnost. Drugače pa te firme, ki še to zanikajo, ali pa te vodje, ker konec koncev od vodje je to precej odgovorno, njim pa nekako ta matematika ne gre v račun. Zakaj bi se toliko z ljudmi ukvarjal, pa se jim dam že vse, pa nič ni z njih in tako. No, v tem ne bi to zgubljali besed. Šli bi na pozitivo, šli bi na najboljše prakse. In najboljše prakse so po mojem tiste, ki daš transparentno ljudem, kaj pričakuješ, daš jim vsa orodja, daš jim zdravje, moč in pol ekipno nastopaš in fajtaš na trgu.
Ker smo danes naslovili ta začetni del, seveda, z absentizmom, pa velikimi številkami ljudi, ki so odsotni zaradi bolezni, zaradi bolniških, je ravno to, kar je Andrej rekel, ne, ta dodana vrednost, ki jo danes ponudiš delavcu, dopolnilno to zavarovanje, a ne, ta paket. To zdaj moram vprašati, seveda, a tu govorimo o 100 evrih na zaposlenega? Red velikosti nekje. Mhm. Ja. Mislim, mene neverjeten mi odzvanja ta ekipa, Mhm. ki jo omenjal Andrej. Jaz bi dodala temu samo eno stvar, pa ta primerjava z relijevim športom. Prej smo se malo več o Ja, tem ja. pogovarjali, vsi se nekje v tem športu, pa zdaj to v reliju vodah se jaz ne znajdem najbolj, ampak v ekipnem športu, pa ekipnem duhu pa izrazito. In ta ekipa je tako močna beseda. Ne. Kar bi jaz dodala samo to, da ni ekipa sam znotraj podjetja. Ne. Ekipa je tisto, kar si jo ustvariš s partnerji, glede na izzive, ki jih imaš v svojem podjetju. Ne. Totalno se strinjam. In v bistvu, kar mi želimo, ta ekipen duh, partnerstvo, mi temu rečemo, a ne, zgraditi s podjetji, s posameznikom, na drugi strani strokovnjaki, a ne, se pravi medicinskim kadrom, sestrami, zdravniki in tako naprej. To se meni zdi bistvo celote, ne, ker takrat, ko en drugega slišimo, a ne, takrat iščemo rešitve, ki so nam za vse vzdržne, ne. Če se vrnem nazaj na ceno, a ne. Cena je velikokrat vedno nas učijo, ne, cena pa vrednost, ne. Saj zato sem Te to dve postavil vprašanje, stvari. ker se potem lahko drugače pogovarjamo, no, zato. Tako, ne. Ena je dejansko tista cena, a ne. Velikokrat je strošek enega takšnega zavarovanja manjši od, ne vem, dneva bolniške odsotnosti ali pa tedna bolniške odsotnosti enega zaposlenega, a ne. Če gledamo direktne ali pa še mogoče posredne stroške izgubljenega enega projekta in tako naprej. Govorimo res o takih. Bi vskočil, ja, Kar. da ne gremo v detajle. Mislim, ja, stalno se je treba pogovarjati o vrednosti. In ko pride sodelavec in reče, tu je bilo specialno, tu sem poklical, čez 2 dni sem bil že na vrsti, so me pogledali in se javno zahvalil v našem programu, kjer vsi komuniciramo, cela ekipa, kako je hvaležen firmi, da mu je to omogočila, pol veš, da je to, ne. Kaj hočem reči? Potem se začne širiti glas, potem se ekipa znotraj komunicira in reče, jaz sem imel problem, ne čakaj, pokliči, boš videl, fenomenalno funkcionira. Tako da, jaz sem dobil ogromno odzivov od naših sodelavcev, kako je to res, res dober produkt. Ampak jaz bi rekel, da ne bomo zdaj samo temu. Mi delodajalci, če gledamo na ljudi kot ekipo, potem moramo študirati o tem, kako skrbimo v dobrem in slabem. Ker mislim, da marsikateri športni klub skrbi za igralca, dokler je zdrav. Ko se pa kaj fajn zalomi, si pa hitro pozabljen. No, mi v naši firmi probamo to bistveno drugače peljati, probamo stati ob strani v težkih trenutkih, ker takrat se pokaže, ali kakšne namene imaš. In ljudje to začutijo in potem vrnejo 10-kratno. Se lahko navežem direktno, brez vprašanja. Mislim, meni je slišati eno dobro izkušnjo zaposlenega, eno dobro izkušnjo podjetja, to je tak balzam za dušo, ne. Ker tako, ker kurjo pol dobiš, kot sine se ti naježijo. Bom povedala svojo izkušnjo, recimo, ne. Jaz 15 let delam na tem, da razvijamo rešitve na področju zdravja, nešteto neprespanih noči. Ko sem jaz sama prvič probala našo storitev, katere sestavni del ekipe sem bila, ko smo jo razvijali, sem bila navdušena. A to res tako funkcionira? Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu ti spoznaš takrat, ko imaš težavo, celo ekipo, ki zadaj stoji. Ne samo ono interno ekipo, ki jo vsakodnevno poznaš, ne, in se z njo srečuješ v podjetju, kjer delaš, ampak v bistvu cel ekosistem, ki si ga ti razvil, vse z namenom, da pripelješ eno preprosto rešitev v čim hitrejšem času in odgovor človeku na vprašanje, kaj mi je. Kaj naj zdaj naredim, ko me nekaj boli? Tako preprosto je tako. In sam ne moreš verjeti, kakšen dober ekosistem, kakšen vrhunski ekosistem nekako povezujemo, ne. Ja, zdaj pa moram jaz Podjetja, vprašati, ne. posamezniki. Ja, zdaj pa moram jaz vprašati, ker sem bil 20 let na strani novinarstva, kjer smo ves čas spremljali stanje v slovenskem zdravstvu, ne.
In ravno to, kar zdaj vi govorite, to so prakse, ki smo jih bili deležni ponavadi. Pa da ne bo pomote, moja mama je bila medicinska sestra celo življenje in vem, da so tisti, ki delajo v zdravstvu, res predani in dobri, ne, velika večina kot v vseh poklicih. Ampak ko pa smo imeli ne vem, pred kamero človeka, ki pa je čakal in čakal in čakal, da je izvedel, kaj se mu dogaja, ni mogel hoditi v službo, kar naenkrat je postal socialni problem in smo potem takšne zgodbe dostikrat reševali. Kaj je torej tukaj drugače? A vi ste kaj našli medicinske sestre, zdravnike, ki zdaj tam sedijo in takoj pomagajo? Ne bom vprašal, zakaj tega ni v javnem zdravstvu, ampak tako, no. Kakšen je ta ekosistem, kako to deluje v resnici potem? Mislim, kar bi rada povedala, je, javno zdravstvo je izrazito pomembno. Brez njega Absolutno. ne moremo. Naslavlja zelo širok spekter različnih zahtev, ki jih ima naša, pa po eni strani starajoča se populacija, pa tehnologija gre naprej, pa vedno večje zahteve imamo. Tako da brez javnega zdravstva funkcionirati ne moremo. Nobena država, ne Slovenija pri tem ni izjema. Tako da mi si moramo vsi zelo prizadevati, da javno zdravstvo je dostopno, je funkcionalno. Kar mi poskušamo narediti oziroma delamo in smo to dokazali že s primeri dobre prakse v nekaj letih, je samo dograjujemo, dopolnjujemo, nadgrajujemo to javno zdravstvo. In to gre za ene vrste tak javno-zasebni partnerstvo. Jaz ne vem, kako naj to drugače rečem. Vse s ciljem, da človeku zagotoviš dostop do zdravstvene storitve takrat, ko jo rabi. Dostop do neke diagnoze. Zasebniki ne bom, ali pa zasebno področje ne bo nikoli naslavljalo vseh zahtev. Nenazadnje smo mi vsi sestavni del javnega zdravstva, a ne. In eno z drugim pa lahko funkcionira bistveno boljše. V naši partnerski mreži, se pravi, te zdravniki, te medicinske sestre so predani, ne, ampak vsi mi ne naslavljamo samo partnerjev, ki so, dajmo reči, zasebniki. Pa so tudi partnerji, ki so koncesionarji, ki so sestavni del javnega zdravstva, so tudi bolnice, ki ponujajo nenazadnje za ljudi, ki niso iz Slovenije, samoplačniške storitve. Kar mi delamo, je samo na bolj organiziran način probamo človeka peljati, ki ima neko težavo, zaposlenega, ki ima neko težavo, peljati čez cel sistem zdravja, ki pri nas obstaja. Najdeti najboljšo rešitev, najprimernejšo rešitev. Tako da to gre z roko v roki. Ni potrebno, da iščemo negativno vsem skupaj. Slišal sem, da ko pridejo velike multinacionalke, naprimer tudi v Slovenijo, jih tudi zanima, kakšen dodatno zavarovanje lahko poskrbijo zanje. Zato bi mogoče tudi tebe vprašal zdaj, sam si omenil, nekaj je zdravje, nekaj je izobraževanje. Kaj vse dobi zaposleni pri vas? Ne? Prej zunaj se rekel en dober stavek, mi si želimo, da v resnici res pridejo k nam in stojijo v vrsti, da bi delali pri nas. To je nenavadno, to ti moram reči. Kaj takega res ne slišiš danes. Ne? Ampak okej, kaj torej počnete v podjetju vse in pod vprašanje, a je potem to dodatno zavarovanje kot nekoč, ko si dobil službeni telefon, da se v bistvu ta nabor teh stvari širi. To zavarovanje meni tudi pikca na i, ne vem, ali ne, niti ne, pikca, mozaik. Predvsem damo dobre odnose, to je ta prva. Drugo, damo občutek varnosti. Tretje, damo občutek napredovanja oziroma skrbimo, da imamo karierne načrte, imamo mentoriranja, imamo razna izobraževanja, ki se ne tičejo samo firme. Se pravi, gledamo na človeka, ki lahko dobiva znanja, magar preživetje v naravi ali pa kako meditirati. Potem pa gremo s temi, lahko rečemo, bombončki. Eno je delitev dobička, ker vsi smo tudi zaradi denarja noter. Drugo so personalizirane nagrade. Tretje so praznovanja rojstnih dni. Četrt, rečemo, za rojstni dan ima vsak delavec fraj dan. Se pravi, je doma in na račun delodajalca. Potem, kaj imamo še? Team buildingi, ki so precej znani smo potem. Zdaj, tam imamo eno ful lepo zgodbo, zato ker imamo 2 velika team buildinga ali pa ekipna dneva po slovensko, kjer gradimo odnose, kjer probamo doživeti nekaj, kar še nikoli nismo in kjer se povežemo in kakšen konflikt tudi zglihamo. Vedno transparentno pokažemo, koliko je to koštalo podjetje
In do zdaj smo zapeljali zgodbo tako, da 10% vedno donira oziroma prispeva vsak zaposlen. Se pravi, če je tak strošek, 10% da vsak zaposlen, to pa gre v dobrodelni namen. Od ekipe pričakujemo, da sami povejo, komu bi dali, tako da imamo vedno več pobud, potem demokratično izberemo, komu damo, podjetje pa še poduplira ta znesek. Tako da, kaj je namen? Tle je več stvari. Eno je, da se sploh zavedajo, koliko vložimo v to, da se imamo fajn, drugo pa, da se zavedamo, da imamo ob sebi družbo, ki je ranljiva in da bomo mogoče nekoč mi v tej poziciji, ampak zdaj smo v boljši, zato bomo pomagali. In s ponosom povem, da do sedaj niti en zaposlen ni rekel, ne, jaz pa nisem za to. In so zaposleni ful ponosni, kot oni poznajo neko tragično zgodbo iz vasi in jo sami opišejo in se zgodi, da tisti človek niti ni vedel, da smo karkoli delali na tem. Mislim, to so ganljive zgodbe in da ne bomo tle jokali, gremo naprej. Morda samo pod vprašanje, ko sem govoril z nekaterimi tudi lastniki, so rekli, včasih mi pa rečejo moji zaposleni, daj ti meni rajš teh 20, 50, 70 evrov, kolikor jih vlagaš v te stvari, pa bom sam to porabil. Si se kdaj soočil s takšnim vprašanjem ali pa si ga kdaj dobil? Kako si odgovoril? Jaz si mislim, da plača ni nikoli dovolj velika in sigurno se pojavi misel. Misel je samo misel, do mene to ni nikoli prišlo. Mi stalno imamo to idejo razmišljati, kaj lahko delodajalcu damo, da se bo počutil fajn, da bo zavzet. Tisto, da se vrnemo na začetek podcasta, se pravi, da bo čutil, da prispeva tej zgodbi, da je cenjen, da vpliva na to zgodbo. No, ker v resnici so to svoje vrstne malenkosti. Da pa ne pozabimo, na koncu firma mora ustvarjati RVC. Mi nismo dobrodelna organizacija, niti Klančar ne da nobene plače. Tu jim stalno govorimo. Plačo dobimo izključno zaradi tega, ker rešujemo probleme našim strankam. In dokler bomo reševali probleme strankam, bo tudi nagrada. Če smo vsi aktivirani, če vsi z nasmehom delamo, če razmišljamo, kako bi bolj učinkovito delali, kako bi boljše, hitrejše itd., bo ta nagrada še večja. Tako da letos smo se zavezali še temu, da bomo športno prijazno podjetje, smo zvečali budžet in zdaj poskušamo narediti celo družbo športno aktivno. Zakaj? Zato, ker se vrnemo na zdravje. Zato, ker aktiven človek, ki se fizično spoti, predela marsikakšen problem, rata iz tak, zato, ker gibanje dokazano vpliva na zdravje in ker nas šport tudi povezuje. Tako da, saj ne vem, kam sem zapeljal. Ne, je že v redu. Podjetje deluje tako dobro, kolikor problemov reši tistim, ki jih potrebujejo, in ker imajo podjetja v Sloveniji veliko težav s tem, da imajo veliko odsotnih ljudi, ko pokličejo k vam, kaj najprej rečejo? Lahko nekaj rešimo, mi imamo pa zelo veliko ljudi, ki so na bolniški. Ali kako to deluje? V bistvu veliki večini najprej je ravno vprašanje to, imamo težavo, a jo lahko rešimo, koliko pa to stane? Pa to je boniteta, ne? To je nekako vrsten red. Potem se pa začnemo pogovarjati, če lahko se navežem na Andreja. Vse, kar je on opisal, meni je neverjetno lepo to slišati. V bistvu je grajenje kulture podjetja. Ja. Sej neko dodatno zdravstveno zavarovanje za zaposlene ne bo rešilo vseh težav v podjetju. Je pa ena pikica v mozaiku, s katero podjetje sporoča, glejte, dobili ste dodatno ugodnost. Mi želimo, da zaradi tega hitreje pridete na delo, več delate. Ne, sporoča prek te svoje kulture, mar nam je za vas. Ni nam vseeno, kako se počutite. Hočemo prispevati na nek način k vašem dobrem počutju in posledica dobrega počutja je večja delovna vnema, boljši rezultati, prispevek tudi na zadnje družbeni odgovornosti, ki ga je Andrej lepo opisoval. Tako da vse se začne tako tehnično, ponavadi so pogajanja s kadrovsko službo, pa s finančniki, pa tako. Potem, ko podjetja in zaposleni v podjetju, ker ta glas se širi več ali manj od ust do ust, dobijo prvo izkušnjo,
Praktično ni podjetja, ki bi se temu odpovedal. Ni kadrovnika in ni finančnika, ki bi rekel, to je pa strošek, ne. Kar naenkrat pridemo iz tega, da se pogajamo za stroške ali pa z, ceno, pridemo na retoriko investicije. Kar je v tem podjetniškem svetu popolnoma druga retorika ja. in logika, a ne. Ja. In govorimo kar naenkrat ne več o ceni, ampak o vrednosti, ne govorimo več o strošku, ampak o investiciji, a ne. In se mi zdi to neki tak lep dokaz, a ne, da se nečesa, tako kot smo se prej pogovarjali o Rayleighu, se bojim Rayleigha, ker nimam nobene izkušnje. Ampak že Andrej, ko mi je opisoval, kako Rayleigh izgleda, kakšne priprave so potrebne, kakšno neko vzburjenje doživiš, a ne, kako dobra izkušnja je to, ena boljših, ne, me je že na neki način navdušil nad to, to bi pa jaz tudi probala, ne. In podobno je tule, ko enkrat probaš, ne, eno je tisto, ko se teoretično pogovarjaš, ko imaš prvo izkušnjo, ko pokličeš in se na drugi strani javi medicinska sestra, ko ti nisi vedel, kaj za vraga naj naredim s to napotnico, ki se je odbil, kaj naj naredim s tem, ko me nekaj boli. In na drugi strani imaš medicinsko sestro, ki te zna vprašati, poslušajte, gospod, gospa, ne, podvprašanja, te zna usmeriti, da ne izgubljaš časa po sistemu, ne čakaš, ampak ti zna odgovoriti, pokliče lahko zdravnika in tako naprej. To je tista izkušnja na koncu, ke šteje. In kar naenkrat ratamo partnerji. Nismo več stranka pa dobavitelj pa tako naprej, ampak ratamo neka partnerska skupnost. Jaz bi vskočil vmes, da niti ni nujno, da vse stane in da imaš ta produkt. Začne se že s tem, ali sploh sodelavca pokličeš, ko je na bolniški. Zdaj ne vem, kako je ta zakon o odklopu in to me ne briga. Pač to so moji ljudje in jaz bom vedno poklical in vprašal, kako je stanje, kaj ti lahko pomagam. Tu ne stane nič. Tako da kdor ima izgovor, da ima že zdaj stroškov dosti in da si ne more te investicije privoščiti, vprašanje je bolj, ali sploh vam je mar za svoje ljudi. Tle se začne. Tako. Pa še ena dimenzija, ne, že prej, pred začetkom podcasta smo se pogovarjali, ne gibljemo se ponavadi samo v slovenskem prostoru, a ne. Ne vem, omenil si multinacionalke, pa nenazadnje naši podjetniki delujejo na večih trgih, a ne. In kar se mi zdi prednost je, da nekako lahko zagotoviš poenoten dostop za svoje zaposlene, ne glede na to, na katerem trgu se znajde, do zdravnika, ne. Ker recimo v Triglavu ne zagotavljamo dostop do zdravnika samo v Sloveniji, ampak na vseh trgih bivše Adria regije, kjer smo prisotni, imamo svojo mrežo, pa nenazadnje aktivirali smo partnerje po celi Evropi, ne. In ti partnerji po celi Evropi zagotavljajo, da naši zaposleni, lahko pridejo do storitve izven meja Slovenije, če jo rabimo. Slovenija ima krasne strokovnjake, kvalitetne strokovnjake. Včasih je pa samo, ne vem, potrebna neki drugačen pristop in ga lahko poiščemo. A lahko za tole Tudi izven Adrio meja. regijo morda malo vprašam, ker vem, da ste zdaj tudi tam prisotni, pa si omenila. Kakšne so pa tam navade delodajalcev, podjetij? Vidijo v tem neko prednost? Kar je razlika, multinacionalke imajo poseben odnos. Skratka, enostavno, ne glede na to, kje so, je to sestavni del vprašanj, ki jih želijo nasloviti, in multinacionalke načeloma naslavljajo to povsod enako. In tudi povprašujejo po naši pomoči. Kar je recimo značilno za Adria regijo, tam dostop do javnega zdravstvenega sistema še bistveno slabši. Bistveno več storitev se plača iz žepa. In povpraševanje po tovrstnih zavarovanjih je izrazito večje še kot v Sloveniji. Je pa to nekaj, kar se vsi učimo, ne, kaj vse moramo ponuditi, kakšna partnerstva moramo zgraditi. Neverjeten trend je, to sem prej hotela omeniti, ne. Neverjeten naraščajoč trend povpraševanja podjetij po tem storitvi je, ne. S tem v bistvu si ne kupijo samo neko stabilnost v podjetju, ampak da se ljudje lahko ukvarjajo s poslom takrat, ko se morajo ukvarjati s poslom, in ne ugotavljajo, kako bojo zdaj organizirali svoje zdravljenje. Tako da še malo večje povpraševanje je v regiji, kar je značilno tudi v tej Adria regiji, da je velikokrat davčno spodbujeno.
tudi to, da Strani se da države? strani države, da Aha. se podjetja zavarujejo, da zavarujejo svoje zaposlene, ne. To je recimo nekaj, kar je razlika med Slovenijo in posameznimi trgi, kjer nastopamo, ne. Ja, saj zdaj bi kdo rekel, ne, če se pogovarjamo o tem, zakaj pa niste v studio povabili zdravstvene ministrice, ker je še nimamo nove, ne, če se pohecam, ampak bolj zato, ker načeloma v SBC-ju iščemo rešitve znotraj podjetnikov in ti jih že najdejo vedno, ne, in zato sem rekel, ok, super par, nekdo, ki to uporablja, nekdo, ki to zagotavlja, po drugi strani pa naslavljamo nek problem, ki pa je vseslovenski in zelo velik, ko smo na začetku te številke dali, ne. Mislim, če jaz lahko dodam temu, ne, mi smo zgradili tako zelo lepo partnerstvo s podjetji, naslavljati smo začeli ta problem s posamezniki, z nenazadnje mrežo. Jaz bi bila neznansko vesela, če bi lahko z državo sedeli za skupno mizo in rekli: "Glejte, skupaj dajmo najti rešitve." Mhm. Ne te, ni potrebno, da tekmujemo, ne, tukaj. No, tukaj morda pa vseeno vprašanje zate, ker si vendarle podjetnik, ne, vendarle del slovenskega gospodarstva. Se ti zdi, da je to tema, o kateri dovolj veliko govorimo? Ne, zdaj se je končno nekaj decembra spremenilo, samo da so napovedali, da bo več preverjanja. Takoj se je na primer bolniška odsotnost zmanjšala za 20%. Kaj nam to govori? To nam govori, da v resnici več stvari ne deluje, ne zgolj, da so čakalne vrste dolge, ampak da tudi ni zaupanja, da tudi ni neke želje, da moramo vedno, ne vem, z nekimi takšnimi ukrepi potem ugotavljati, da morda bi pa to lahko že dolgo nazaj. Zato iz tvojega vidika poslovnega, ne, se ti zdi, da so to tako pomembne teme, da bi morali več od njih govoriti. Sam jih rešuješ v svoji ekipi, ampak vse slovenski problem pa je vendarle, ne. Mislim, težko komentiram, jaz se vedno vračam, kaj imamo mi v svojih rokah možnost Okej. vplivati. In začne se z domačo nalogo, ali ljudje radi delajo pri tebi to, kar delajo. Če radi to delajo, je bolniških bistveno manj. Tiste, ki se zgodijo, verjetno ene so čist, ne moreš mimo njih. Kaj lahko naredimo, da se prej vrnejo, bolj varno vrnejo, kaj lahko delamo na preventivi, na varnosti, mi ogromno delamo okoli varnosti. Tako da, a premalo ali preveč tem govorimo, ne vem. Jaz mislim, da vedno imamo moč, kadar se vrnemo k sebi in iščemo, kaj lahko mi spremenimo. Še eno stvar bi pa vas vprašal, sam sem zdaj tudi oče 2 hčerk, ne, in ko pridete iz vrtca ali iz osnovne šole, je vsak drug teden ob nalogi še kakšen virus, ne, pa smo potem seveda vsi doma, pa iščeva z ženo, pa imava super službe, da se hitro dogovoriva, ne, kdo bo tisti, ki bo skrbnik. A je to tudi eden izmed velikih problemov? Naprimer danes, a ne, imamo veliko zaposlenih, pa potem veliko teh bolezni in ta skrb, babice niso vedno na voljo, ne, včasih je bilo to vendarle drugače, da še tukaj poskrbimo za ta del, se pravi, da ti v bistvu lahko tudi za svojega otroka hitreje pokličeš, pa tako vem, da je tudi to del paketa, zato sprašujem, no, ker se mi zdi, da sam na primer bi bil najbolj zadovoljen, če bi lahko dvignil telefon in vedel, kaj se je zgodilo, ušesa, nos, pridemo na pregled ali ne. Absolutno, otrok je sestavni del naše družine, ne. Se pravi, ne skrbimo samo za zaposlenega, za partnerja, tudi za otroke. V naši ekipi so tudi pediatri. Tako da, otrok je tisti, ki nas ponavadi najbolj strah, kaj je z njim, še povedati ne zna dovolj dobro, a ne. Tako da otroci imajo enak, če ne še boljši tretma, ne, v v samih Ampak v podjetjih. tem dopolnilnem zavarovanju je zavarovan lahko tudi družinski Tudi član. družinski član Mhm. in tudi otrok. Recimo, ne, pri Klančevih žerjavih je to primer, ne. Ne samo, da so zavarovani zaposleni, zavarovani so tudi družinski člani. Aha, vi ste se namenoma tako odločili? Iskreno niti ne vem prav Aha, točno, Ja. detajlov ne vem, probamo vplivati čim bolj pozitivno. Podjetja imajo zelo različne poslovne prakse, ne. Nekateri omogočijo, pa to ne pomeni, da podjetje plača za družinskega člana, ne. Podjetje plača za zaposlenega. Omogoči pa pod podobnimi pogoji oziroma pod enakimi pogoji, da se lahko vključijo tudi družinski člani. Se pravi, za družinskega člana plača zaposleni sam, za otroke, za partnerja, ne podjetje, ampak kar podjetje dogovori, so pa pogoji, pod katerimi je obravnavan potem ta družinski član in so enaki, praviloma enaki kot za svoje zaposlene. Tako da posredno na ta način odgovori, ne, tudi na ta mir ali pa prinese neki mir v zaposlenega, da je poskrbljeno ne samo zanj, ampak še za
celo družino zraven. No, zagotovo, ne, ker klic k zdravniku je najprej potem tudi na drugi strani vprašanje, a vam kar odpremo bolniško, ne. Če rečeš, moj otrok je bolan, se mi zdi, da je to kar hitro razširjeno, pa v resnici se mogoče da kakšno drugačno rešitev, ne, upam. Ja, hvala lepa obema, da sta prišla. Še enkrat, na začetku sem odprl to debato, ker je absentizem v Sloveniji velik problem v gospodarstvu, tako finančni kot organizacijski, kot tudi konec koncev popolnoma človeški. Zdaj, kakšno je naše zdravstvo, a so te čakalne dobe in tako naprej, tega za to mizo nažalost ne bomo rešili, ne. Dobivamo novo vlado, ki se bo to morala kar pošteno zagristi, ampak podjetniki pa vendarle kažete, da ob vseh ostalih stvarih, s katerimi se ukvarjate za ekipo, dajete zelo velik pomen tudi zdravstvu. Zato si bil povabljen in zato ste bili povabljeni tudi s Triglava, ne, ker je pa to eden od tistih primerov, kako sodelujete in kaj ponujate. Tako da hvala lepa obema še enkrat. No. Hvala za Hvala. Z povabilo. veseljem. Vam pa hvala lepa. Ta podcast je res bil namenjen predvsem vodjem v podjetjih, no pa tudi vsem zaposlenim, torej vsem tistim, ki ste bili z nami. Zakaj? Ker se o tej stvari lahko pogovarjamo tako, kako je, kot je tudi rekel Andrej, po drugi strani pa lahko najdemo vedno tudi kakšno rešitev, da ne samo čakamo, ampak da v bistvu človeka v podjetju vidimo kot človeka, ki mu lahko kot delodajalci omogočite tudi več, da je potem v resnici on tudi boljše volje, boljšega zdravja in konec koncev tudi boljši partner v vašem podjetju. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.